Samo. Spoštovana ministrica Irena Majcen, spoštovani udeleženci in udeleženke današnjega posveta, eno toplo dobrodošlico bi vam izrekel danes na našem posvetu, ki ga organizira kabinet predsednika vlade v sodelovanju z organizacijami Food for Life, Ekologi brez meja in platformo Sloga in seveda z številnimi vami vsemi, ki ste se odzvali povabilo in boste v nadaljevanju tudi z vsebinskimi prispevki poskušali odgovoriti na ključna vprašanja na tem področju, skratka, katere podatke imamo in kako dobri so, kako dobro poznamo vzroke in razloge za nastajanje zavržene in odpadne hrane, kaj moramo najprej storiti na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije, trgovine, komunalnem gospodarstvu, gospodinstvih in tudi kakšne so ovire in predvsem predlogi, rešitev ter krepitev motivacije državljanov za ukrepanje. Za uvodni nagovor pa naprošam predsednika vlade, dr. Mira Cerarja. Hvala lepa za tale uvodni nagovor. Se takole v redu sliši se? Lepo pozdravljeni vsi skupaj, torej predstavniki vseh nevladnih drugih organizacij, podjetij, zbornic, občin. Zelo me veseli, da je danes prišlo do tega posveta. Kaj ste narobe? To sem jaz dal? Ja, okej. Predsednik, pardon. Državni sekretar. To je, upam... Se počaka malo, lepo prosim. Ja. Ne čudijo, to je, jaz se vem, ja. Zdaj, če dovolite, bom nadaljeval, namreč verjamem, da je pa malo presenetiti državnega sekretarja, ampak jaz upam, da je to naša prihodnost. Skratka, zelo me veseli, da je prišlo do tega posveta, kajti hrana je, kot veste, predvsem naše življenje. Hrana je, kot veste, predvsem tudi del naše kulture. Hrana je ekonomska dobrina in je tudi ne nazadnje politično sredstvo. Drugič bi prosil, da se to dogodi malo prej. No. Skratka, bom ponovil. Res se mi zdi tako pomembno, da moram povedati, hrana je naše življenje. Hrana je del človeške, univerzalne človeške kulture. Hrana je seveda tudi ekonomsko sredstvo in je hkrati ne nazadnje seveda ne samo ekonomska dobrina, ampak tudi politično sredstvo. Ima tako zelo pomemben pomen za naše življenje, da je resnično izjemnega pomena tudi to, da se pogovarjamo o problemu zavržene hrane, da se skupaj potrudimo, da jo bo v Sloveniji in v svetu v prihodnje čim manj in da gojimo to kulturo zdravega prehranjevanja za zdravo družbo in pa zdravega odnosa do sočloveka, kajti zavržena hrana pomeni tudi nek nespoštljiv odnos do vseh tistih ljudi, ki seveda pa nimajo dovolj hrane ali nimajo dovolj zdrave hrane. In zato res cenim to in se zahvaljujem tudi, da ste danes tukaj, da bomo o tem lahko spregovorili. Torej, meni so moji sodelavci, predvsem tudi moj državni sekretar, sedaj pripravili nekaj podatkov. Mi vemo, da je trenutna vrednost odpadne hrane v svetu ocenjena kar na 400 milijard ameriških dolarjev na leto in da bo s povečevanjem prebivalstva 600 milijard ameriških dolarjev letno, kar je pravzaprav grozljiva številka, če pomislimo,
dobro veste, kaj bi lahko z vsem tem naredili v dobro ljudi. Zdaj, izgube in zavržki hrane povzročajo izgube tudi v dohodkih, zmanjšujejo donosnost investicij, zavirajo ekonomski in socialni razvoj, predvsem pa je rekel to, da imamo izgube in zavržke hrane, seveda tudi na nek način zelo pogosto neetično, nemoralno, ne vedno morda, ampak zelo pogosto, tako da v tem smislu se mi zdi, da treba tudi strano od teh zadevah pospravljati. Vemo tudi, da zaradi odpadne hrane se letno na globalni ravni proizvede kar 7% vseh toplogrednih plinov ali 3,3 milijarde ton. In zato naj bi se do leta 2030 z zmanjšanjem izgub hrane, recimo za 20 do 5%, količina teh toplogrednih plinov zmanjšala kar za 1 milijardo ton, kar je tudi izjemen uspeh, če bo to uspešno. Seveda, eden od ključnih problemov, ki je povezan s to problematiko, poleg ekonomskega, socialnega, političnega, je seveda lakota. In to je tisto, kar je morda tudi najbolj boleče, kar se najbolj dotakne naših srca, da pravzaprav s tem, ko s hrano bolj spoštljivo ravnamo, ko jo znamo tudi te njene presežke nameniti tistim, ki nimajo dovolj, preprečujemo, zmanjšujemo lakoto, hkrati pa seveda lahko na ta način širše s tem rešujemo socialno problematiko in povečamo učinkovito rabo virov. Naj povem, da, kot veste tudi verjetno sami, da 805 milijonov ljudi v državah z nizkimi ali srednjimi prihodki vsak dan trpi lakoto. In vemo, da so tudi pomanjkanje hrane, pa tudi vode, kar je poseben problem, vse pogostejši vzroki za migracije. In znanstveniki, koliko se spomnim z podnebnega vrha v Parizu, napovedujejo, da če ne bomo zaustavili teh ekoloških sprememb, da so tudi za tem človeškim faktorjem povzročeni, bomo imeli v prihodnjih desetletjih stotine tisoče ekoloških beguncev, vsaj iz Afrike in drugih delov sveta tudi zagotovo. Tako da to kaže, kako je svet prepleten, povezan in kako pravzaprav vsak delček pripomore k boljši ali slabši celoti. In jaz upam, da je ta današnji sestanek srečanje posvet eno nadaljevanje zgodbe, ne gre za začetek, vem, da na tem že intenzivno delate, si prizadevate, ampak nadaljevanje zgodbe, ki bo pripeljalo do tega, da bomo v svetu zmanjšati izgube in zavržke hrane in uspeli pomagati ljudem in človeštvu. Zdaj v deklaraciji za Slovenijo brez zavržene hrane, ki je rezultat nacionalne kampanje, so, oziroma ste njeni avtori, bom rekel, predstavniki nevladne organizacije Ekologi brez meja opozorili, da se v Sloveniji poleg za gospodarsko, finančno in socialno krizo dejansko soočamo tudi s krizo zavržene hrane. Do ljudi ne pride 100 in več tisoč ton zanje pridelane hrane. Po ocenah statističnega urada je v Sloveniji leta 2013 v celotni prehranski verigi nastalo kar 149 tisoč ton odpadne hrane, kar je 72 kg odpadne hrane prebivalca. To je resnično zelo zgovoren in veliko zaskrbljujoč in tudi žalosten podatek. Problem zavržene hrane je seveda skupni problem, ne samo tu prisotnih, ampak problem kmetov, predelovalcev, trgovcev, gostincev, potrošnikov, seveda vsakogar od nas človeka, zato ga moramo in ga lahko rešimo samo v medsebojnem sodelovanju. Ukrepati moramo seveda v celotni prehranski verigi, prizadevati moramo za izobraževanje, ozaveščanje, predvsem pa, kar je zelo pomembno, delovati preprečevalno, se pravi preventivno, bolj kot seveda prepozno, ko samo še rešujemo že nastali problem. Strinjam se s predlogi strokovne javnosti, da je potrebno v Sloveniji vzpostaviti novo hierarhijo ukrepov preprečevanja in zmanjševanja količin zavržene hrane, kjer bo na prvem mestu preprečevanje nastajanja zavržene hrane, na drugem mestu uporaba viškov hrane za ljudi, to se mi zdi izjemno pomembno, ker to je neka realnost, ki jo lahko veliko bolje obvladujemo, tako kot prva, ampak tudi ta je izjemno pomembna.
Potem seveda tretjič gre za možnost preuporabe hrane v industriji za krmo živali, kar je prav tako ena od še vedno dobrih rešitev. Na četrtem mestu je kompostiranje in na zadnjem mestu pa seveda ostane tisti najmanj zaželen postopek, to je odstranjevanje hrane, tako da upam, da bodo ti prvi, ki sem jih navedel, postopki, te pristopi, se čim bolj širiti med nami in bodo uspešni. Naj omenim, da seveda zelo spoštujem delovanje humanitarnih organizacij, Caritas, Rdeči križ Slovenije, Lions Club, Slovenska filantropija, Slovenska banka hrane in verjetno še mnogi drugi, ki ste na ta način aktivni, pa tudi individualno. Skratka, vse te moram pohvaliti in se vam res iskreno zahvaliti, ker se že več trudite, da uspešno razdeljujete viške hrane. In to v sodelovanju s trgovskimi hišami in obrati javnih in zasebnih kuhinj. Ko to seveda počnete, s tem pomagate socialno šibkim in mislim, da je to izjemnega pomena. Naj še omenim navdihujoč podatek, da je organizacija Food for Life Global v sodelovanju z restauracijo Radža Govinda, če sem pravilno prebral, v zadnjih 7 letih v Ljubljani pripravila in razdelila preko 75,000 brezplačnih obrokov socialno šibkim posameznikom in družinam. To je samo en primer, s tem ne želim zanikati druge dobre primere, skratka en primer dobre prakse in res tudi tukaj se iskreno zahvaljujem za to dejavnost. Naj končam na ta način. Vprašajmo se pravzaprav, zakaj smo tukaj, zakaj sem tudi sam danes tukaj. Mene osebno že več let tudi muči ta problem te zavržene hrane. Tudi sam se trudim pri sebi in koliko moram doma se da priprositi in drugod, spodbujam neko kulturo, da se hrana seveda ne zavrže, če ni skratka druga res poti. In mislim, da do tega smo vsi zavezani moralno. Gre pravzaprav primarno za moralno obveznost, kot sem rekel, hrana je življenje, hrana je sočlovek, bitje, ki ga ta hrana oživlja in vemo sami, da v svetu, kjer toliko ljudi umira zaradi lakote ali pa trpi zaradi lakote, je popolnoma res nespremljivo, da ne bi naredili vse, da bi to moralo ali pa to etiko na splošni ravni še naprej spodbujali. Zato se vam zahvaljujem še enkrat za to, kar je doslej narejenega, predvsem pa tudi, da so danes tukaj. Tukaj z nami, skupaj z vlado, ministrica njena skupina za našega glavnega sekretarja, ki v imenu mojega kabineta tudi bo tukaj zadevo koordiniral, da nam pomagate. Pomagate Slovencem in pomagate vladi, da skupaj najdemo najboljše rešitve, tiste, ki so še možne, da nadgradimo te dosedanje ukrepe. Torej, da se naredi nek akcijski načrt, ki bo realističen, tudi se bo nekoliko vizionarski, da bo v njemu vsaj neka mera tistega, kar lahko že jutri po jutrišnjem prevedemo v neko delovanje, predvsem pa tudi, da pride do nekih ugotovitev, ki nam bodo pomagale, če bo treba tudi spremeniti zakonodajo in na vladni strani, na strani politike, več nekaj ukrepe, da bomo lahko te viške hrane, to zavrženo ali izgubljeno hrano pravzaprav pretvorili v nekaj dobrega za vse tiste, ki hrano potrebujejo, pa tudi za celo družbo. Tako da, prosim, naredite vse, kar morate skupaj z nami, z vlado, da pridemo do nekih rešitev, ki sem zagotavljam, da se bo maksimalno potrudil, da bomo tiste rešitve, ki bodo operativne, torej ne preveč vizionarne, skušali čim prej udejanjiti, da pa bomo hkrati tudi na strani vlade, če nam bo tudi neke dobre nastavke, da to začeli še bolj intenzivno promovirati to, da je hrana dobrina vseh nas in da se moramo prizadevati, da ne bo izgubljena ali zavržena. Tako da s tem končujem ta uvodni nagovor, vam želim uspešno delo in krajše se slušam z vami, ker je toliko, da pokažem, in še dodatno spoštovanje, žal imam po 9 uri, to je bilo že precej prej napovedano, tudi en zelo pomemben sestanek, ki ga celo vodim in ne morem drugače, kot da vas prepustim ministrici in pa državnemu sekretarju. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. In tudi rečeno, prosim za predstavitev dela ministrstva za okolje in prostor na področju
Slovenijo brez zavržene hrane. Tako naprej. Na Ministrstvu za okolje in prostor se sistemsko ukvarjamo z področjem odpadkov. Seveda pa sebi sodi tudi tematika biološko razgradljivih odpadkov oziroma zavržene hrane. Ne bi posebej razpravljala o tem, da se mi ukvarjamo z velikimi količinami zavržene hrane, predtem, ko je vsak sedmi prebivalec zemlje lačen. To je nesprejemljivo dejstvo. Lahko pa povem, da pri urejanju področja odpadkov napore vlagamo v 3 smeri. Preprečevanje nastajanja odpadkov, spodbujanje rabe odpadkov kot vir surovin ter zmanjšanje odlaganja odpadkov. V ta namen smo konec decembra v javno razpravo posredovali osnutek programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov, kjer je posebna pozornost namenjena prav problematiki preprečevanja nastajanja odpadne hrane. Dolgoročni cilj svežnja ukrepov, ki smo ga pripravili, je preprečevanje obsega zavrženih živil v Sloveniji, pri čemer smo upoštevali vse akterje, od proizvodnje preko potrošnje do družbe. Ciljne skupine za izvajanje ukrepov preprečevanja nastajanja odpadne hrane pa so proizvodnja živil, industrija, trgovina, obrt, socialne ustanove, velike kuhinje in gostinstvo, gospodinjstva ter javna uprava. Stanje na področju zavržene hrane, kot kažejo podatki, je spodbudno, pravzaprav na vseh segmentih. Količina nastale odpadne hrane se je v obdobju leta 2008 do 2013 v Sloveniji zmanjšala za 63%. Kot je omenil že predsednik vlade, je sedaj v letu 2013 povprečno 72 kg odpadne hrane na prebivalca, medtem ko je bila ta količina še v letu 2008 197 kg na prebivalca. Torej smo v tem programu Slovenci uspešni, medtem ko je povprečje Evropske unije 123 kg na prebivalca. Prav tako se je delež odpadne hrane, ki sicer odložene v obdobju od leta 2008 do 2014 zmanjšal, in sicer iz 74% na 23%. Prav tako je delež reciklirane odpadne hrane od vse nastale odpadne hrane povečal za 24%. V letu 2014 je znašal 30%. Z recikliranjem, ki zajema seveda tudi kompostiranje, je bilo v letu 2014 predelanih okoli 44.000 ton odpadne hrane, oziroma dvakrat več kot v letu 2008. V letu 2013 je bilo proizvedeno približno 55 kg kuhinjskih odpadkov na prebivalca. To pomeni, da je 4-članska družina vsak dan zavrgla nekaj več kot pol kilograma hrane. Največ kuhinjskih odpadkov, in sicer 68%, je nastalo v gospodinstvih. 18% v šolah, restauracijah, bolnišnicah in domovih za ostarele, 11% kuhinjskih odpadkov pa je nastalo v drugih dejavnostih. Trendi so spodbudni, napore pa moramo še stopnjevati. Tako so konkretni ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov po posameznih ciljnih skupinah naslednji. Pri sami kmetijski proizvodnji treba zmanjšati uporabo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil, zmanjšati rabo kmetijske folije oziroma spodbujati uporabo folije, ki se kompostira neposredno na polju, na njivah, sodobne metode skladiščanja ter pakiranja in pa uporabo lokalnih kmetijskih proizvodov v javnih ustanovah, kar se tudi že ponekod uspešno izvaja. Na poti do živilsko-predelovalne industrije ter trgovine je treba skrbeti za ustrezen transport, skladiščenje in pakiranje. In če vemo, da se živilom v povprečju rokuje 33-krat, preden pride do potrošnika,
se zavemo tudi velikega manevrskega prostora za izboljšave. V trgovini viški nastajajo predvsem zaradi pričakovanja potrošnikov po sveži in raznoliki naboru prehrambenih izdelkov. Pomemben delež se pridela na račun neustreznega načrtovanja dobave in prodaje ter rokovanja z njimi. Konkretni ukrepi pa so promocija proizvodov pred iztekom datumov, zagotavljanje bank hrane pri izdelkih pred iztekom datuma uporabe, pametne rešitve za spremljanje dinamike prodaje, ki omogoča prilagajanje ponudb za potrošnike, promocija proizvodov, ki imajo napake na embalaži, naprimer zares raztrgane nalepke, praske, ki ne vplivajo na kakovost hrane, zmanjšanje časa skladiščenja izdelkov in shranjevanje s promocijo naročil online, spreminjanje velikosti embalaže, da se omogoči prilagoditev glede na velikost gospodinjstva in pa trgovanje z lokalnimi proizvodi, zmanjšanje prevoza hrana in pa zmanjšanje izgub hrane. Pri pakiranju. Poškodbe na pakiranju pripeljejo do nastajanja odpadkov hrane ustrezne kakovosti. Na srečno poznamo veliko dobrih praks ponovne uporabe tovrstnih živil. Pri gostinstvu, tudi na delovnem mestu, v šolah, bolnišnicah, izobraževanje na področju preprečevanja nastajanja odpadne hrane, uvajanje različne velikosti obrokov, spremljanje količine nastalih odpadkov, da bi optimizirali nakup, spodbujanje lokalnih in sezonskih proizvodov, izbiranja menija v primeru skupin, da se ljudem v stiski ponudi neporabljeno kakovostno hrano. In v gospodinstvih tu nastaja največji delež odpadne hrane, 42%. Vzroki so zelo raznoliki. Nepozornost, neprimerno shranjevanje, pomanjkanje ozaveščenosti in podobno. Zaradi tega smo na Ministrstvu za okolje in prostor že v letu 2010 začeli z akcijami za zmanjševanje količin odpadkov, vključno z odpadno hrano. Ta namen je bil organiziran posvet za ozaveščanje javnosti in predstavnike medijev, da so pričeli pisati o tem, da lahko vsak posameznik zmanjša količino odpadkov, tudi odpadne hrane, če v vsakem nakupu pomislimo, koliko izdelkov ali njihovih delov postane odpadek. V sodelovanju z Univerzo v Mariboru smo pripravili anketo o problematiki zavržene hrane v Sloveniji. Pripravljeni so bili tudi konkretni napotki, kako naj gospodinjstva zmanjšajo količino živilskih odpadkov, prihranijo denar in varujejo okolje. In če povzamem, pri proizvodnji in potrošnji hrane se vedno nekaj hrane tudi zavrže. Vendar temu nastajanju odpadne hrane se ne moremo povsem ogniti, lahko pa vsak izmed nas prispeva k temu, da bo zavržene hrane čim manj. In ena od teh možnosti je tudi, da začnemo vsi, torej ob seveda pogojih, ki jih imamo, hrano pridelovati. Namreč tisto hrano, ki jo sami pridelamo, tudi najvišje cenimo. Torej, naredimo tako naprej, poskrbimo, da bo zavržene hrane v Sloveniji čim manj. Hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Zdaj nadaljujemo s vsebinskimi predstavitvami prispevkov, kot imate na programu tudi navedeno, najprej predstavnikov kulturnikov posveta. Besedo dajem gospe Urški Zgojznik, Ekologi brez meja. Izvolite, na tem mestu, upravičujem tudi predsednika vlade, tako da Urša izvoli.